Pa sva šla. Živijo, Peter spet z vami, kanal v naravo, Iztok pred mano in današnji cilj je Velika Baba. Sva pa na Jezerskem, kar ste verjetno tudi ugotovili po uvodu. Zapeljala sva se na izhodišče, ki se mu reče Jezerska kočna, in greva, kot sem rekel, na Veliko Babo v krožni turi. Gor gre tamle mimo Koče na ledinah, pa verjetno po, mislim, da je Rudijo vertikala, pa dol pa čez tole planino, ne vem kva že, v glavnem krožna tura. Super dan se obeta in sploh, tako da gremo. Tole pa je najbolj impresivnih pogledov v Sloveniji. Tale stena dolgega hrbta pa skute. Noro je. Midva gre pa tukajle gor. Tukajle pa si lahko predstavljate, kako je bilo lanskrat ob nevihtah oziroma neurjih, ki je tole se dol prineslo. Kmalu pridemo do dveh vlečnic, ena gre proti Češki koči, ta druga gre pa proti Koči na ledinah. Tukaj se sprehodimo in sledimo tablom za Kočo na ledinah. Tukaj je res prav divje je pod temi stenami. Kar kmalu se nam začnejo takele pogledi odpirati. Najin cilj bo pa cel dan lepo viden. Startu sem imel v planu, da vam pokažem, kje se zavije za Ferrato na Češko kočo. Pa sva z Istokom padla v debato in sem pozabil. Tako da tamle nekje gre Ferrata gor proti Češki koči. Luštna Ferrata, kar zahtevna. Midva sva pa zdaj tlele na melišču, malo višji. Bo tamle levo not zavila, drugače desno gor, se gre pa lahko tudi proti Češki koči. Tukajle gor gre drugače pot skozi Žrelo tudi, ki je že kar nekaj cajta zaprta. Midva bo pa tukajle zdaj za tem gospodom levo po slovenski poti. Seveda sva pred steno pospravila palce, pa dala zaščito za najine lepe glave. Tukajle kmalu po vstopu v steno se začnejo pa jeklenice, tako da tukaj je kar zelo zahtevna tehnično. Tukaj naravno zgore pa Češka koča. Tole pa še proti Jezerskem. Po ene 15-20 minutah pa spet ven iz skale, pa se lahko še malo bolj sproščeno uživa v telih razgledih. Kmalu bo na višini od Češke koče, to pomeni, da tudi do Koče na ledinah nima prav veliko. Zdajle se prišla pa na vrh Žrela. Bomo pa malo dol pogledali. Saj, kakor vem, da sem tlele na koncu teli klini pokrivljeni, da ni neke panike. Gremo še malo razgleda pogledati. Gor je še zmeraj v oblakih. Tukaj so še ogromne količine snega spodaj. Tale pot gre pa proti Češki koči. Škoda spet, ker ni lepega razgleda, ampak tukajle je Vernikov Grintovec. Evo, še gor. Mogoče še ena informacija, zakaj se Jezersko imenuje. To sem v enem videu že povedal, ampak mogoče ga pa niste pogledali. Včasih je bil tle, kaj je zdaj Jezersko, je bilo jezero. In
Po tem, kar sem prebral, ne bi pred nekje 450 leti ne bi to jezero na koncu Jezerskega, na koncu te doline, ne bi bil tak jez iz morene, skalne morene, in ga bi voda prebila in je jezero teklo. Zdaj pa to jezero, ki pa je zdaj planšarsko, je pa umetno. Kakšen lep teren je tle. Dale pa prihaja pod Vlečnico, pa agregati tle, se pa ful voha tudi kanalizacija, prav neprijeten von po postanem v urinu. Drugač Kranjsko kočo na Ledinah prenavljajo, je trenutno zaprta. Tlele se da tudi kaj vode dobiti, pa vidite tudi kaj drugega, sicer ne vem, zakaj zdaj ne teče, ampak drugač se da tudi tle vodo natankati, ki jo sicer uradno ni pitna, ampak se komot pije. Ta druga pot, ki pa prije semle gor, oziroma ta je najlažje, tukaj gre najlažje podol, ampak ima tudi ene dva odseka, ki je malo jeklenic. Sem na razpotju, kjer bi šla lahko po Rudjovi vertikali, se pravi, tole je Velika Baba, ne. Pa so zdaj malo podebatirala, pa bo šla raje kar tle čez Savinjsko sedlo, ki je malo bolj razgledan, pa bolj pohoden, pa tako. Pa itek malo čez. Še eno razpotje, tle desno, če se ne motim, se gre za ledenik. To je tudi eden od razlogov, da gre tle, da bo še malo ledenika posnela. Mi se pa drživa proti Rinkam. Tole je Kočna. Tukaj gor je skuta. Tole. Tukaj je pa ledenik pod skuto, v bistvu še edini ledenik v Sloveniji, ker Triglavskega v bistvu ni več, no. Markacijski odsek. Kakšen lep pogled. Tukajle gremo midva levo proti Savinjskemu sedlu, pa proti Babi. Desno se gre pa proti Rinkam. Lahko bi pa tudi tle gor šla, pa pol gor v bistvu po vrhu prečila na tole pot, tudi ne bi bilo nič narobe. Tukaj se pa še lepše vidi ledenik. Ne bo pa zgleda tudi malo prepihal danes, ampak glede na to, da je toplo, ne bo panike. En pogled navzdol, obe koče, boste videli, če boste imeli dosti velik televizor. To pogled proti Karavankam pa Julijcem. Prihajava na vrh, na nek vrh, no. Tukajle, tamle gre pot proti Rinkam. Evo ga en možakar prenorel mimo, tamle pa Savinjsko sedlo. Tole, pa če se ne motim, da je tole Savinjsko sedlo, in tukaj čez je že takoj je ukrešal. Tale, to je po mojem, da je mrzla gora. In tukaj imamo zelo, 1 urico pa smo na Okrešlju. Tole pa že najem vrh, ne. Tole, ko sem rekel, da je Baba, tole je le storžek, so zdajle pogledali na zemljevid. Bo šla najprej na ledinski vrh, pa proti Babi. Evo, v 5 minutah sva se Babi približala za pol ure. A imaš osebno sabo? Gre čez Avstrijo. Jaz pa ne. Dobrodošli na ledinskem vrhu. To je najin cilj. Tam se bi drugače greben Košute videl, ampak danes se ne. Dol Jezersko, ne. Kočna, zadnji Grintovec, Dolgi hrbet, tole gor je skuta, Rinke, Istok, to je pa že Savinjski konc,
Tole je bomo enda planjava, pa levo kje proti Ojstrici, pa Mrzla gora. Pogledamo še slovensko deželo v Avstriji. Evo, selfie z Ledinskega vrha, sta se pridružila še Robi pa Gorazd. Sabo sem že, ja, ko se smotil. Pa Gorazd, pa itak Istok. Moja malenko za nami je pa, one dva sta že bila na babi, mi pa še greva. Veliki na mali. Srečno. Pičimo dol, pa po avstrijski strani proti babi. Zdaj pa... Tukaj zdaj je kar tak zoprn spust je. Veliko kotalečih se kamničev. Pa še malo bo tega, pa kele prečimo čez levo. Kar lep snežni jezik. Konc spusta, zdaj pa malo prečenja, pa gor. Tukaj je mogel pa prav reka dol teči. Taka struga. To pa je mogel biti urnebes. Tukaj bi prišla, če bi šla po Rudjovi vertikali. Se pa ful lepo vidi koča na ledinah. Pa da se tudi že Grintovc bi se videl, če ne bi v megli. Človek pajek, Istok. Kakšna zanimiva stena. Dajmo še kakšen razgled. Prav, ko je bil v kinu v prvi vrsti pogled na tele ustenja, mogočna. Tukaj pa, če pa malo drugače parkiral, bi se pa avto videl. Evo ga, dobrodošli na Veliki babi v oklepaju Koroški. Prav, super sva. Evo, zdaj pa lahko še malo bolj proti Savinjskem koncu pogledamo. Tole po mojem je Mrzla gora. Tle spodaj tako je Matkov kot pa Matkov škaf. Tamle je Logarska dolina pa vrhovi nad njo. Tole pa prav en mogočen pogled. Dajmo še malo drugo stran pogled. Tole spodaj je pa ta dolina, kjer, če greš z Jezerskega proti Logarski dolini, se spuščaš čez to dolino. Ne vem, kako se že imenuje, ampak ima lepo slovensko ime tudi. Ja, kaj del se pa ne vidi, žal. Tole sem še pozabil, tukaj se ful lepo ledenik pod skuto vidi. Čist na vrh je pa tudi kar nekaj takih lepih šopkov. Še en pogled, pa gre z Istokom počas dol. Po drugi strani, ne. Zdaj pa tukaj je pa malo je tak zoprn, ker je veliko tega drobirja. Tako je treba biti previden. Zdaj gledamo, šli pa kar po grebenu pol naprej. Tale del za gor sploh ni panike, za dol je pa malo zoprn, ker dol plezaš, pa imaš pod sabo kar lep razgled,
pa moraš tako malo po vseh 4 iti, no. Ja, tale je kar pestra pot. Kaj? Koliko smo ljudje zanimivi, ne? Ker drugače širok je dosti, tako da bi se čisto lepo hodili, ampak zato, ker je na vsako stran odbit par 100 metrov, si pa čisto posran, pa hodiš ka po jajcih. Evo, to je to, kar sem prej rekel. Na eno stran nekaj 100 metrov, pa na drugo stran nekaj 100 metrov. Drugače pa tole, ko hodiva tle po grebenu, se cel čas na meji. Zdajle pa, kot kaže, se bo malo umirile tele strmine, pa da bo bolj pohodno ratalo. Greja pa tukajle na planino, na sedlo, pa pol levo dol. Zdajle sva se z Iztokom pogovarjali, da verjetno bi bilo boljše, če bi tole turo v drugo stran delala. Bi bilo malo lažje po teh zoprnih odsekih gor iti, ka pa tlele dol. Ampak tudi na drugi stran za dol je malo takih zoprnih en odsek, ampak je krajši. Je pa drugače tukajle pa kar kolena grizeš za gor. Pa kar napet, kar nekaj cajta. Samo med temi borovci pa prav prbija sonce. Prav vroče je. Tlele bo treba. Tole potko moram prav posneti. Kako je lepo. Je pa tlele tudi ful lepo je. Teli macesni, tole podrastje ali teli grmički majhni, pa borovci. Noro lepo je. Zdaj sva pa že v civilizaciji, bi se temu reklo. Vikend v enem dnevu pa da se recimo, ne vem, 2, 3. Še ene 15 minut pa sva dol. Oba z Iztokom se strinjava, da je to lep gozd, samo še jurčki manjkajo. Če se ne motim, je tole od pokojnega Dava Krničarja, gorniški center. Mi smo pa že tamle izhodišče. Pogledam tudi je, da je. A je huda? Zaključek tura, bom kar tako povedal, zelo zahtevna, se pravi, kar se tehnično tiče, je markirana kot zelo zahtevna in vzpon in spust. Fizično ni nek presežek, ampak se pa kar lepo našvicaš, razgledi so fantastični. Ta pogled na to vztenje, skute dolgega hrbta, in to je res je veličasten. Noro. Pa tudi sama trasa, kjer so hodila, meni ful lepa, no. Sem ful užival. Ti, Iztok? Ja, se popolnoma strinjam. Res je, da je mogoče tale sestop v to smer, kakor sva šla midva, je malo zoprn, je treba biti malo bolj pazljivi, pa malo bolj počasi dol, drugače se pa pol poplačem, ker imaš, vidiš na desni strani avstrijsko,
avstrijske bregove, na levi strani pa cel hrbet, ne, od Brane, mislim, od Hočem do in vse, kar spada zraven, tako da je res lepo. Tako da je fantastično, res super. Koliko smo hodili, 5 ur pa pol, s postanki, hvala pridna. To je to. Ja, to. Drugače pa da se ture tudi malo drugače speljati, no, sploh tlele gor do Ledin, pa tam pol naprej. Je res taka luštna, no, in se da marsikaj narediti. Tako da, za danes je to. Hvala, da ste ostali z nama do konca. Pa lep dan še naprej.